povemo še kakšno besedo zraven k temu, da bodo zadeve seveda popolnoma in kristalno jasno. Včeraj smo se namreč odločili, dokončno odločili, da podpremo to pokojninsko reformo. To smo se odločili zavestno ob dejstvu, da trdno verjamemo, moram poudariti to, da trdno verjamemo v to, kar počnemo, torej, da je to dobro in da je dobro, da smo podprli to reformo. Reforma ni idealna, ni niti najboljša. In takšna reforma, ko govorimo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, nikoli ne more biti idealna, nikoli ne more biti dobra, predvsem v takšnih časih, ko smo, ko zaostrujemo pogoje. Tudi kdaj v prihodnje ne, zato ker preprosto drugih možnosti, kot to, da zaostrujemo pogoje upokojevanja, nimamo. Ne moramo, ni možno dvigovati prispevne stopnje, ni možno zniževati pokojnin. Obstaja samo ta edina možnost, da zaostrujemo pogoje upokojevanja. Jaz si bom seveda zelo tako shranil te magnetograme iz včerajšnje seje, magnetograme mnogih ljudi, ki so včeraj razpravljali tako ali drugače o tej pokojninski reformi. Zagotovo mi bodo čez leta prišli prav, ko se bomo ponovno pogovarjali o tem. Dokaz, da smo ravnali prav, je dogajanje tudi v ostalih evropskih državah, ki kljub temu, da imajo situacijo veliko boljšo, kot ima Republika Slovenija, počnejo enako. Zaostrujejo pogoje upokojevanja. Kljub temu, da so razmerja med aktivnimi in neaktivnimi državljani posameznih držav bistveno boljša, kot je to v našem primeru. Sam sem včeraj v razpravi dejal 3 do 4 zaposleni na enega upokojenca v primeru držav, ki danes sprejemajo reformo in dvigujejo starost na 67 let, v primerjavi z slovenskim razmerjem, ki je od 1,6 do 1,7 in trendi kažejo, da bomo leta 2040 imeli enega zaposlenega na enega upokojenca. Slovenska ljudska stranka se je aprila 2009 odločila in tudi obljubila slovenski javnosti, da bo v primeru ključnih reform za to državo konstruktivna. Ves čas smo v tem duhu konstruktivnosti tudi delovali. Zelo odprto. Vmes tudi pritiskali na koalicijo in iskali njeno odgovornost do teh reform. Torej smo sodelovali, smo predlagali pobude, smo predlagali predloge, predlagali amandmaje. Nekateri so bili sprejeti, nekateri ne. Razočarani smo bili nad tem, da so nekateri naši predlogi bili podpisani strani koalicijskih strank, kljub temu, da smo to predlagali mi. Pogovarjali smo se, držali komunikacijo z ministrom, predsednikom vlade in tako naprej. Kar smo dejansko dosegli, bo v nadaljevanju povedal kolega Presečnik. Ne morem pristati na argumentacijo, češ, reforma je nujno potrebna, vendar ker je več levih šraufov kot desnih šraufov, te reforme ne podpiramo. Jaz take argumentacije pač ne morem sprejeti in je tudi ne sme biti. Slovenski politiki, po moji oceni, vendarle že zaradi časov, v katerih smo, potrebujemo več konstruktivnosti. Ampak ne samo konstruktivnosti pri besedah, ampak tudi konstruktivnosti pri dejanjih. Tudi zaradi stanja javnih financ takšnih, kakršne so. Včeraj sem dejal, 1,3 milijarde gre v tem trenutku za pokojninsko blagajno. Če ne bomo storili nič, bo ta delež še naraščal. Proti 2 milijardama. Sprašujem se, kdo bo ta račun plačal. Ta račun bo plačalo slovensko gospodarstvo, ki že v tem trenutku ni konkurenčno. Ni konkurenčno zato, ker je preveč obremenjeno. In odgovorna politika v tej državi mora to uvideti in mora vsa dejanja voditi tako, da preprečuje dodatno obremenjevanje, še več. Voditi dejanja, da bomo slovensko gospodarstvo razbremenili.
Dejansko nam je v tem trenutku izstavljen račun zaradi pretekle politike upokojevanja. To je vendarle potrebno povedati. V 90-ih letih, ko je država socialni mir kupovala na račun tega, da smo predčasno upokojevali ljudi. Jaz ne trdim, da je to bilo napak, da je bilo to narobe. V tistih hudih časih, ko so skupni jugoslovanski trgi padli, je najbrž bilo to logično in normalno. Pa vendarle, danes plačujemo tudi ceno tistega. Osebno trdno verjamem, da sem se včeraj odločil prav, predvsem pa odgovorno do te države, do tega gospodarstva. Takšen pač vsem delam tisto, kar verjamem, da je prav. Ponavadi si izbiram tudi najtežjo pot. Lahko bi včeraj glasovali proti tudi obvetu in reforma bi najbrž padla. S tem bi si kupili mir, najbrž nas državljanke in državljani ne bi obsojali za ne vem kaj vse, za to, da smo nekoga izdali, da smo izdali desnico in ne vem kaj še vse. Skratka, imeli bi mir. Kaj bi s tem dosegli? Za državo najbrž nič dobrega. Imeli bi mir. Zdi se mi grozljivo, da bi se o podpori, o tako pomembni reformi, odločali le na podlagi političnih posledic, ki jih bo morda doživel sam osebno, ali pa ki jih bo doživela naša politična stranka. V Slovenski ljudski stranki želimo biti odgovorna politična alternativa. Ponavljam še enkrat. Glasovali smo za reformo in ne za vlado. Te vlade ne podpiramo in nikoli nikdar in še takrat ne. To ponavljam zdaj že ves čas. V to vlado tudi ne bomo vstopili. Neracionalno pa se mi zdi, da bi bili proti reformi, zato ker smo proti vladi. Ob situaciji takšni, v kakršni se Slovenija nahaja. Ker trdno verjamem v to pravilno odločitev sebe in tudi Slovenske ljudske stranke, ki je nedvomno pogumna, a tudi tvegana, bom zlahka nosil tudi vse politične posledice. Ne želim in nočem biti odgovoren za to, da bi Slovenija prišla v situacijo, kot je Grčija, kjer politika ni bila v stanju sprejeti odgovornih, tveganih in tudi pogumnih odločitev. Predvsem pravočasnih odločitev, da bi preprečila vse to, kar se v Grčiji dogaja. Opozarjam pa hkrati tudi tiste, ki se bodo odločali v nasprotju z to odgovorno politično odločitvijo, da bodo v teh krutih časih, ne samo v Sloveniji, v krutih časih v Evropi, ko nam grozi, pa ne bi želel dramatizirati, skoraj da propad evra zaradi stanj javnih financ v nekaterih evropskih državah, da bodo takrat tudi prevzeli vso odgovornost nase. Politika je svoje oddelala, tokrat tudi Slovenska ljudska stranka, pogumno, odločno, državotvorno. Jaz upam, da bodo to znali ceniti tudi državljanke in državljani. Hvala lepa.